Kristi, kaj so to spiritualne študije? Je bilo vprašanje, katerega sem dobila in na katerega bi zdaj z veseljem odgovorila. Ko sem razpisala Univerzo spiritualnih študij, ki sicer bila majčkeno tako malce skrit tečaj, pa bom povedala, zakaj je bilo to tako, je seveda dosti ljudi ob tem izrazu Univerza spiritualnih študij zavibriralo, zastriglo z ušesom, ampak predvsem se je tukaj pojavilo res to vprašanje, razložim, kaj sem tukaj sploh mislila in kaj je tukaj pod energijami spiritualnih študij. In zdaj bi rada povedala, zato da lahko res dobro razumeš in da ti dam neko tako znanje, katerega mogoče še do zdaj niti v nobeni video vsebini nekako nismo delala. Spiritualne študije se dejansko navezujejo, pa bom probala čim bolj preprosto razložiti, na zelo globoke notranje procese. In sicer, poglej, vsa duhovna znanja, ki jih imamo in so seveda vredna in jaz jih z veseljem učim pa tako naprej, nas pripeljajo do nekega duhovnega spoznanja preko tega, da opazujemo neke stvari, jih ozaveščamo in na to ponotranjimo. Ali pa, ko se naučimo nekih tehnik, torej, da te jaz naučim, ne vem, odpiranja portalov, to, kar imam na akademiji kanaliziranja, to si lahko tudi pogledaš, prihaja 2.4. Naučim te, kako odpirati portale, pa kako, ne vem, imaš neko tako vilo, kako lahko dejansko dobiš v njo energijo, zato da dobiš energijski predmet, pa tako naprej. Ampak to je vse naravnano na opazovanje. To pomeni, jaz njo lahko vidim, jaz lahko njo opazujem, jaz lahko z njo delam in tako dalje. In definitivno preko tega, da mi opazujemo naš svet, da opazujemo duhovne tehnike, ali pa recimo greš po cesti, vidiš neko pero in začneš ozaveščati. Angeli so z mano, nikoli nisem sama, ful me podpirajo in tako naprej. Ti začneš ozaveščati s tem angelsko podporo. In seveda kozmos uporablja ta naš zunanji svet, zato da pritiska, lahko bi temu rekli, kot na take energijske sprožilce, zato da lahko ti notranje stvari seveda ponotraniš in potem seveda začneš na podlagi tega tudi drugače nekako funkcionirati, razmišljati in delovati. Spiritualne študije so pa res ena taka napredna stvar, so pa korak dlje od tega, ko se zunanjega sveta več ne potrebuje. Evo, tako ti bom povedala. To pa pomeni, da ko iščeš recimo angele ali pa njihovo podporo, ne rabiš več znakov oziroma ne iščeš angelov preko zunanje potrditve, ampak naj še enkrat poudarim, s tem ni nič narobe, sta samo dve različni poti, recimo da ena pač tista bolj začetna, ta druga pa bolj napredna, ampak recimo univerza spiritualnih študij pa je, da potem ti dojameš, da si ti angel sam sebi, da ti iščeš znake znotraj sebe, da se ti zaveš, da nisi ločen od angelov. Da recimo tudi, če imaš neko zdravilno metodo, kar spet ni nič narobe, da uporabljaš roki, da se tega učiš, kako si dovesti to zdravilno energijo in tako dalje. Ampak recimo spiritualne študije pa so, kako greš ti vase in znotri iz sebe na svetlobnem nivoju svojega DNK-ja sprožaš nek samozdravilni proces. To so res take izjemne stvari, pa vendarle dostikrat nam je ljudem lažje, če nekaj zunaj opazujemo, razumeš, kakor da bi mogli toliko zelo v sebe iti noter. Hkrati so pa to seveda aktivacije pa iniciacije, ki se zgodijo seveda najbolj, bi jaz temu rekla, v viru. Ker ti si vir vsega, to vem, da si slišala, in če ti znaš direktno, ne preko okolj in posrednikov, pride do svojega bistva, ampak znaš direktno, že v štartu iti v svoje bistvo in zaktivirati, karkoli že iščeš znotraj sebe. To je pa, ne vem, če sploh lahko človeške besede zberem, da opišem, kaj se pa tukaj začne dogajati. In to je, zdaj sem upam, da razložila, da dobro razumete, kaj so spiritualne študije. Nekaj bi še rada povedala, s tem namenom sem posnela tudi video vsebino. Vsi, ki so prebrali program teh spiritualnih študij, so bili očarani. Ker to so res, to je do zdaj moj najbolj poglobljen tečaj,
aktiviranje angelskega DNK-ja za globoke angelske terapije, aktivacija svetlobnega telesa, kjer premaguješ omejitve časa in prostora, vplivanje na celice, branje dušnih readingov za sebe in za druge. Ni, da ni, razumeš, to so take globoke in res posebne stvari, ne? In ogromno ljudi bi zdaj radi šlo na te univerze spiritualnih študij. Dragi moji, lejte, veste, da ste pri meni vedno dobrodošli, ampak nekaj bi vam rekla. Če ste še vedno v procesu, da zbirate duhovno znanje, okay? da dejansko niste šli čez kak proces, mogoče akademije kanaliziranja, tečaja jasnovidnosti, tečaja meditacije in tako dalje, bi vam rekla, da pejte najprej na te stvari, da najprej preko tega opazovanja, odpiranja portalov in teh tehnik pridete v stik z najmočnejšo manifestacijo, da se vam res življenje in intuicija zelo močno izostrita, potem pa pejte na univerzo spiritualnih študij. Če pa je nekdo že 20 let duhovni rasti, je že naredil kup enih tehnik, ali pa ki ste že pri meni naredili akademijo kanaliziranja, potem pa, ker razumeš, ti dostopi do tega tečaja jih ne dajem, ker tako mi piši mail, zdaj se ti bo izpisal na kristi@potovanje-duše.si, pa mi povej, kaj vse do zdaj so že tvoje iniciacije vključevale in potem, če bom jaz videla, da ja, to je pa to, da si res že pripravljena na univerzo spiritualnih študij, ki bo res odklenila se bojo take stvari, da bo neverjetno, potem te bom z veseljem vključila še v ta tečaj, čeprav imam samo 2 prosti mesti, zato ker ljudje, ki so pri meni delali akademijo kanaliziranja, so seveda nadaljevali na to, ampak z veseljem bo mogoče še komu to omogočila, če ne pa, ti zdaj dajem za razmišljati za naprej. Torej, še vedno bom jaz jeseni imela spet univerzo spiritualnih študij, pa pejt mogoče prej na akademijo kanaliziranja, da se najprej res dobro naučiš kanalizirati in angele in sporočila tako naprej, potem te pa tudi to čaka. No, zdaj sem pa odgovorila na to pereče vprašanje, na to gorečo željo, kaj so spiritualne študije, tako da, torej, odprla sem vrata do njih, ampak lepo in po procesu, vse prav, da imamo določene procese, da pridemo do določenega zavedanja. Vse te tečaje in še več pa seveda najdeš na potovanje-duše.si in en čudovit teden, ki je pred nami, ti želim.